Dober večer, Maribor. Kaj boš sedel v stanovanje zaprt, pridi rajš v SNG. Tak je to v Mariboru, čuj, pridi v Maribor. Kdo bo nastopil, kdo bo leta dobil, do danes se vse izve. Tak je to v Mariboru, čuj, pridi v Maribor. Pridi na špricer ali pa na pet, a ne oblačice v zeleno, če hočeš imeti ob šanku mir. Pridi kozarec in reci glasno, še ena runda, čas pa mu vse. Tak je to v Mariboru, čuj, pridi v Maribor. Po našem mestu se župan sprehaja, ki na ulicah igra se pulcaja, ki sred novembra lučke že prižiga. Kdaj jih pospravi, pa ga ne briga. Na Pohorju zdaj zrihtali smo proge, čeprav zime vsako leto so bolj boge. Mečemo denar malo stran za foro. Zlata lisica itak šla živetje v Kranjsko Goro, a mi ob Dravi živimo svoje sanje, vsako leto daljše martinovanje. Kaj boš sedel v stanovanju zaprt, pridi rajš v SNG. Tak je to v Mariboru, čuj, pridi v Maribor. Dej ne biti sam, rajš pridi k nam, že res smo na periferiji, a smo dobili skor 2 milijona na loteriji. Zakaj bojo šli, nihče še ne ve, a pa je bo dovolj za vse. Kaj je to v Mariboru, čuj, tak je to v Mariboru, čuj, pridi v Dober večer, Maribor in okolica. In tisti, ki ste prišli od daleč. Z vlakom, seveda. Verjetno ste mogli že zjutraj štartati. Ali pa včeraj. Sam ste čuli, da je štajerska zakuska, pol ne? Valjda ne boš z avtom hodil. Sicer zdaj tudi ne veš, da boš nazaj prišel, ne? Ampak slovenski vlaki v bistvu niso toliko počasni, koliko so natančni. Ti lahko vsako drevo po poti pogledaš. Jaz, če bi se lahko vozila z Ljubljane do Maribora 7 ur, jaz bi se, ker nam življenje itak prehitro teče. In na vlaku se vse malo upočasni. Ali se pa čisto ustavi, recimo v Zidanem mostu. Ste bili kdaj tam? Valjda ste bili. Vsi smo bili kdaj v Zidanem mostu, pa noben ni hotel tam biti. Sam smo bili, ne? En del svojega življenja smo namenili Zidanemu mostu. Ampak prav je tak, ker tam se zgodi ta čarovnija, ko
ko se z ljubljanskega sveta prekucneš na Štajersko. In to, ali pa obratno. In to na isti način že od leta 1862. Te veš, kaj je Zidani, mož že vse videl, ne? Vse! Sam to, da bi pa voditeljica Bob leta obvisela na zajli sred odra, to pa ziher še ne. Mislim, vse je stvar perspektive, ne? Jaz nisem recimo zdaj za nalašč tu gor obvisela. To ni nekdo pozabo, zdaj tu mene odpet. Pač kaj gledaš, ne? Z vlaka počasi, z gugalnice pa dolgo. Kaj ti zahojiš sem gor? Čak, da te vse normalno predstavim. Ne me napovedovati, ker nisem zdaj tukaj kot Aleksander Pozek voditelj, ampak kot Aleks iz tehnične pomoči. Kakva pa je razlika? Ja, eno delam preko Smešni Aleksander SP, drugo pa preko Društva za ljubitelje odrske tehnike. Pa tist, veš, ples prej, Ja. to tudi nisem bil jaz. To je bil pa Aleks iz Zavoda Plesko. A ja, to ste oni, ko delate pol še cateringe zraven, pa avte parkirate, pa varnostno službo, sam ne danes, pa Ja, veš- ne uradno. Veš, kaj je? Zakonodaja še ni najbolj znana, za normirance pa sem raj previden. Tako, po mojem, da ti si. V redu je. Hvala. Je, ne? Če gre kdo proti Jesenicam, naj mi sam javi, no, sam toliko. Kaj taksi imaš tu, tako? Ne, sam jaz tudi rabam prevoz, pa si lahko stroške. Ali prav? Aleksander Pozvek, človek, ki dobi največji aplavz, ko gre. Jaz bi sam nekaj dodal, če je kdo iz davčne tukaj. To ni bil Aleksander Pozvek, ampak Aleks iz tehnične službe. Ajde, začnite. Marsikeri me je že odpel, samo tak me ni še noben. Skratka, tako lepo je pri toti naš Maribor. Tote naše lepe, tihe ulice. Pa da ne rajiš dobenmu razlagati, da je veliki pir pollitrski krigl. Pa to, da lahko greš iz enega konca na drugega peš. Saj ne greš, ker imaš avto. Sam vseeno je lepo vedeti, da je vse na dosegu roke. Lahko bi šel kamorkoli. Sam ne šel nikam. Doma boš. Ker kaj boš te hodil. Itak je vse po televiziji, zdaj bo še bolj pleta. Samo ne v živo, dragi moji. V živo je pa ekskluzivno samo tukaj za nas. In mi je prav všeč, da smo tako lepo intimno anonimni. Ko neki knjižni klub, sam da bomo danes bobe prebirali, ne knjig. Težki cajti so. Danes si lahko v enem trenutku na konju, v drugem trenutku pa pikiraš z lufta na tla. Pri meni celo dobesedno. Jaz sem lani s konjem prišla na oder, pa smisla bomo nadaljevali v tem prestižu, ne? Pa so rekli ne. Sem rekla, kaj pa vsaj osl? Ne, Kangler ni dal. So rekli, zajle bojo. Zajle? Kamo bika pripenjali? Ne bo živali. No, ti boš pač gor na zajlje, veš, tako neki ptič. Kaj, tako mariborski orl? Ne, tako kot golob. Ker za goloba imamo pa vedno, ne? Sicer sam za perje, sam smo se še to mogli s Tino zmeniti. Ampak se veste, kaj pravijo, ne? Boljše golob na maji, kot golob na gabru. Drugo leto bom tak peš prišla na oder, ne? Ko neka navadna voditeljica. Ali pa sploh več, ne? Ampak ti, pač mi milenici, ne? To smo oni, ko smo v 80-ih rojeni, mi smo tega navajeni. Danes ne pričakuješ, da boš imel šiht več kot 3 leta. Sem pa čula, da ni bilo vedno tako. Jaz sem čula, da ste nekoč imeli neke službe, ko ste jih kar imeli. Ker šel si tam v službo, pa si bil tam do penzije. Z istim folkom. Jaz to ne bi mogla res. Meni je super, tako imamo zdaj, veš, tako dinamično, malo si, malo nisi. Ker to ti daje živost, to te žene ljudje, pa skozi se mlad počutiš, ker se nikoli ne na penziji približaš.
Jaz, da bi neko službo imela, pa bi pa še denar dobila na koncu meseca. Pa ne, glede na to, koliko sem delala, isti denar bi dobila. Pa tudi, če ne bi nič delala, bi dobila denar. Kam te bi s tem denarom? Mislim, kam date vi ta denar? Slovenci smo lani zvezali na banki 24 milijard evrov. 24 milijard smo zvezali. Mislim, ste zvezali, ker jaz denara ne znam vezati. Meni denar, ker gre, to je kot da bi ga veter pihnil. Včasih ga pa tudi sam mimo odnese. Sam vi pa znate vezati. 24 milijard. Plus tega tu noče babice niso vštete, ne? Ker vemo, kak babice denar vežejo. Štumf pa nekam v bajti. Pa ona Boga, ker ima sam 100 evrov penzije, sam za vnukece, pa vedno za vnukece. Tako da jaz grem jutri s krampom malo babici bajtu razbiti, da si kupim stanovanje, končno, Veš, da nam celo življenje v najemu živela, 700 evrov plus stroški, pa v dnevni sobi spim. Pa če hočem iti na WC, moram čez omaro stopiti v kopalnico. Sicer ima to tudi svoj čar, tako kot v študentskih letih soba, veš. Avtomatsko se ti skozi prebuja oni občutek v tebi, kot da še je cela prihodnost pred tabo. Kot da se še nič ni zgodilo. Kot da še vse pride. Pa tudi jaz ne bi mogla v isti bajti živeti od začetka do konca. Veste, kak je fajn vsaki 2 leti celo življenje v škatle spakirati pa presortirati? Pa imaš ono škatlo, ko klet gor piše. Veš ono, ko si jo že 3-krat zaprto sabo selil. Imamo to, ne? No, jaz jo imam na omari, ker kleti tudi nimam. Vse vem, kaj boste eni zdaj rekli. Mi smo še v manjšem živeli, pa na krušni peči, gor smo spali. Pa tekmujejo med sabo, ne? Eni so na krušni peči spali, eni pa v krušni peči. Najbolj so pa nasrkali oni, ko so mogli med atom pa mamo spati, ne? Ker tega pa ne, ker tako pozabiš. En še danes hodijo k psihiatru zaradi tega. Smo pa milenici zanimiva generacija tudi zato, ker obvladamo vso najnovejšo tehnologijo in istočasno znamo še vedno vse Titove hite na pamet. Računajte na nas in računajo. Najbolj naši materialistični otroci pa pokojninski sklad. To ste vi, gospod. Mi pa ne moramo na nobenega računati. Še najmanj pa na denar, da bi ga lahko vezali. Imamo sicer službe, ne, te dinamične, ko večinoma od doma delamo. Tako da mi tudi, če bi denar imeli, mi do bank pridemo, ne. Pa na splošno nam vezanje ne gre dobro od rok. 2500 razvez letno. Pome pa nekdo vpraša, kaj se te ločujete? Kaj ti se ne bi, če bi v garsonjeri živel? Če pa hočem z vrati zaroputniti, pa moram vun stopiti pa pred sosedom to narediti, ker so to edina vrata, ko jih imam. Pa ko ga na kavč naženem spat, to še vedno pomeni, da ima skup spala. Pol me pa še vprašajo, kaj te nijate več otrok? Kam jih te ne dam, če nimam kleti? Pa tudi ti vzgojni ukrepi, ko ste jih včasih izvajali kot starši, danes tega več ne moreš. Duda v šmarnico pa zaušnica. Zaušnice so danes sam še politična metafora. Sej ti bi, sam greš v zapor za to. Pa še te sreče nimam, da bi se te vse malo odpočila, ker je naporno. Ker ko smo mi bili otroci, smo svoje starše spraševali neke stvari, pa so nam oni odgovarjali, pa ti nisi mogel preveriti, ali je to res ali ne. Danes pa gre mali na Google, pa on meni pove, kak je. Mene mali že 5 let ni nič vprašal. Pa to ti naši moški sodobni, ne. Veš ono, ko ti gre že od jutra vse narobe. Za zajtrk se že začne. Odpreš hladilnik, mleko se je skisalo, pol te nekdo zaparkira, ker nisi šla kupiti, seveda. Pol te nekdo zaparkira, pol se pol ure v šolo vozi z malim. Vem, zato je spet eni rekli, mi smo 3 ure v šolo se vozili, pa kaki vozili, hodili smo, pa nima veze, hribi, doline, gozdovi, čez ribnike smo plavali, sneg, dež, nima veze, mi smo šli peš. Jaz se pa peljem, pa ko je drugače 5 minut peš, samo ne, mi se vozimo. Pol pa me nekdo vpraša, kaj te mali nagre peš? Ker je na internetu prebral, da ni dobro. Razumeš? Pol zamudiš na sestanek, se zmenijo brez tebe. Popoldan imajo brezlaktoznih jogurtov v trgovini. Priješ doma, odpreš kaslic, modri listek sodišča, pa RTV položnica. Ker RTV te pa vedno najde. Nija veze, ali si se 10-krat že vmes selil, ali televizije sploh nijaš, oni te najdejo. Tako da jaz še kakega bivšega iščem, jaz na RTV pokličem, ne na policijo.
Dobro, vzameš pol oni modri listek pa položnico, greš v stanovanje, tebi pa mali risanke rad gleda, pa internet ne dela. Pa prije on domov, moj briljantni moški, pa vtakne kabel od modema v štrom, pa reče, kaj bi ti brez mene? Imela več placa v garsonjeri? Pa to ni zdaj moški, da vas jaz hočem kaj tišati, ne? Ker vem, da se deprivilegirane počutite, vem, da se, zato ker če se ne bi to krinili v ženske poklice zadnje čase. Pa tudi doma hočete furati neko enakopravnost, si bi za nekaj kuhali, pa previjali, zdaj še sam čakam, da bojo moški hoteli roditi. Ker bojo rekli, jaz sem dosti dej, da to naredim. Čeprav jaz bi, da bi moški rodili. Se vem, ene ženske bojo skočile v luft takoj, to je naše, jaz se ogroženo počutim, ne, dajmo jim, bo porodniška takoj 7 let. Vse veš, kak je, ko je moški prehlajen. On, ko bo rodil, on bo mogel 7 let počivati. Beneficiran staž bo imel, kot da v železarni dela. Pa splavi. Moški, jaz vam garantiram. Vi, ko bi prvič rodili, vi bi bili tak za splav. Ker ko bi njega prvič štihlno, tak da ne bi mogel cele noči v kosu prespati, to sploh ne bi bilo več stvar debate. Splavi bi se pri avtomehaniko delali. Daj, ko glik olje menjavaš, da še mene gor dvigni. Bi lahko rekli, da me muči enih par stvari, ne? Tako vsakega danes tu med nami. Ampak ta prireditev je dokaz, da imamo tudi še vedno veliko dobrega za povedati, za pokazati, da znamo ceniti, prisluhniti, včasih pa nam rata tudi kaj lepega uresničiti. In vsakoletno uresničenje te prireditve je pokazatelj, da nam je še vedno mar, da imamo radi, če se nas kaj dotakne. Recimo izjave, ki se nas dotaknejo. Tiste, ki se vsakoletno potegujejo za bob leta in tiste, ki jih mi zapakiramo v komedijo in satiro. Zato je zdaj čas, dragi moji, da se vas pride dotakniti tudi kolega Pozvek. No, ne tak dotakniti. Mislim, nam je zdaj sodla. Pač dotikanje je lahko tudi metaforično, ne? Dame in gospodje, Aleksander Pozvek! Dober večer, Maribor! Ni v redu, gremo še enkrat. Maribor! To, super publika. Lepo zdrav tudi v mojem imenu. Vesel sem, da sem končno na tem odru, kjer sem uradno prvič. Nihče me še ni videl, če vas katero od 2 inšpektorjev, ki delajo, kaj vpraša. In vesel sem, da mi je pripadla čast, da lahko skupaj z mojo sovoditeljico Majo Monru predstavim 10 bobov, 10 izjav, ki so po mnenju bralcev časnika Večer najbolj zaznamovale lansko leto. Tako, danes bomo še enkrat slišali vse izjave, predstavili njihove avtore, se spomnili na najodmevnejših trenutkov lanskega leta, potem pa že 26. razglasili bob leta. Ta bo avtorju poleg naslova najodmevnejše izjave prinesel tudi lepo nagrado, delo Janje Ušlaj. Kot vsako leto so izjave provokativne, zabavne, premišljene, direktne, predvsem pa take, da nam vsakič znova dajo misliti in so nek dokument časa, v katerem so nastale. Poleg bobov in podelitve nagrade bob leta pa imamo za vas pripravljene tudi številne premierne glasbene točke, ekskluzivne videoposnetke prav posebnega gosta iz tujine, najsodobnejšo tehnologijo, super voditelja in reklame! Živjo, Maja! Živjo, hej, kaj pa je ta dlaka? Dlaka? Verjetno je moja. Ta dlaka je črna, Aleksander, ne laži. Ne lažem, sploh ne poznam nobene črnolaske. No, razen ene. Saj sem vedela. Kakšna pa je? Čudovita. Ima izboljšan oprijem,
Je iz recikliranih materialov in skrbi, da so obloge odstranjene 40% bolj učinkovito. Obloge? Pa čakaj malo, o kom ti govoriš? Ja, v zobni ščetki VBO, narejeni na Japonskem, ki ima v Sloveniji več kot 300.000 zadovoljnih uporabnikov s posebnimi ščetinami iz črnega kremena. O čem pa si ti mislila, da govorim? Nič, pozabi. Tako kot sem jaz spet pozabila peljati avto na servis. Hvala, fantje. Ja, zakaj pa ga ne peljaš k koletniku? Kam? Na avto koletnik, super mehaniki, 12-mesečna garancija in brezplačno nadomestno vozilo v času popravila. Pa saj razmišljam, da bi ga počasi menjala. Pa se ti pravam, avto koletnik, lahko si kupaš točen taga, kot ga imaš, sam 30 let mlajšega. Ja, super! A lahko še svojega moža pripeljem? Seveda, gresta skupaj na testno vožnjo in se odločita. Aja, jaz sem pa upala, da lahko dobim istega moža, sam 30 let mlajšega. Ajde, pomagaj mi dati stvari iz avta. Kaj imaš pa to? Nič, na hitro sem šla še par stvari iskat za jutri, pa potem sem vzela še za kosilo čez vikend, pa mal kruha, pa mal sira, pa oni pesto, ko ga imaš ti ful rad, pa namaze, malo sadja in zelenjave, sladoled za pol, pa ker sem bila glih z avtom, sem še praške kupila, pa za šipe pucat, pa ti si zadnjič rekel, da naj nafilam tekočino za šipe. Aja, pa brikete sem vzela za reksija. Pa si ti cel evro spino ropala ali kaj, jaz več ne moram nest. Ne, še ostalo mi je nekaj denarja. Zato sem nekaj razmišljala. Da bi kupila še kozarce, pa rdeče vino, pa en plato pira? Ja, plus še nekaj drugega. Plus vlažilne robčke in pečenko? Plus še nekaj. Plus plenice, kakao, jogurt, mortadelo? Ja, plus? Plus kaj? Ja. Energija plus. Energija plus? Ja, da bi zamenjala dobavitelja energije in da bi šla na Energija plus. Zdaj si me spomnila. Ko pridem domov, moram dati prat na poceni štrom. No, vidiš, če bi bil na Energija plus, bi lahko to delal tudi čez teden. Saj imajo storitev Zlata ura, ko lahko izkoristiš termine cenejše električne energije. Ko se jaz lotim gospodinjskih opravil, je redko zlata ura. Kaj pa je? Ponavadi bolj žuta minuta. Glej, morda pa dovolj prihraniš, da si boš lahko privoščil kakšno pomoč. Sploh, če si v programu Moj plus in dobiš mesečno še nagradne točke. Ma ja, saj to se vse super sliši, ampak na koncu se bom po moje še vedno spraševal. A če rabiš še sončno elektrarno? Ne. Če res mora biti na začetku prireditve reklamni blok. Seveda, to je čisto normalno. Po mojem Ljudje so tega navajeni. Po mojem se zdaj sprašujem isto kot avtor našega prvega boba. Branko Završan, igralec. Zame in verjetno za marsikoga je to večno vprašanje. Sem naredil dovolj? Je dovolj dobro? Je vredno publike? Je vredno časa? Vesolja? Kaj pa ti, Aleksander? Si se kdaj vprašal to? A si naredil dovolj? Je bilo vredno občinstva, vesolja? Pa glej, jaz sem ko večino slovenskih športnikov vedno dan 110% od sebe in karkoli naredim je vsaj solidno. Ampak so pa seveda kakšni zelo redki trenutki, ko pa si rečem, ja, tukaj bi pa lahko dal malo več, ampak zelo redko. Koliko redki? Toliko, kot dobitniki za 100 laptopov od Emilije. Ok, zelo. Kdaj pa se ti je to nazadnje zgodilo? Ja, v bistvu lani, prav na tem odru, prav na bobu leta. Pa kak? Če so vsi rekli, da je bilo ful dobro. Še Arsenovič ti je dal sam čvrgo, ne pa focn. Kaj bi še ti rad denar? Čisto vsi niso bili zadovoljni, kar poglej si tole.
Sem v bistvu kar razočarana, da ni bila nobena pikra izrečena na moj račun. Namreč od TV Popra dalje podpiram politično satiro. Ok, razumem. Aleksander, Ja, letos definitivno ne bom ponovil te napake. Se kje pa je? nije, ima bolj resne obveznosti. Popstars reunion. Sem vedel, da je ne bo. Ona je vedela, da se bom jaz pripravil in zato je ni, ampak ni panike. Kaj boš zdaj naredil? Pa neč, delal se bom kao ona, ki ima v parlamentu govor za vlado pa parlament. Delal se bom, kot da je tukaj, tako da bom zdaj eno gospod določil, sam malo tako za feeling, da dobim. Ok, veš kaj, jaz se v to ne bom mešavala. Ok, se to je med mano pa gospod Natašo. Kjera pa bi bila, gospa, tamle v belem, boste igrala predsednico? Sej ni težko, nič ne rabite. Tudi ne rabite vedeti, kje ima mož denar. Aj prav? Dober večer, gospa Nataša Pirc-Musar. Vem, težko je, predsedniška plača ni ne vem kaj, ampak sem vam je že Pahor povedal, da se s 3 jurji težko preživi. Saj vem, vi ste odvetnica, vi ste mislili, da je to na dan, a ne? Ampak ni to tako, ampak po drugi strani pa sej ni panike. Se je Aleš lani najdel še par milijonov v Nemčiji, ki jih je čist pozabil. Sej, jaz vem, kako je to, ko pač pozabaš. Meni se tudi to zgodi ponavadi pozimi, ko si dam prvič smučarske hlače gor. Pa pogledam žep, pa tako vidim, le 5 milijonov evrov. Čist pozabil. Ampak dober, sej glede na to, koliko stanejo karte, je to za 3 dnevne karte pa 2 pira. Ampak po svoje se strinjam z vami, ni prav, da vas na tako pomembni prireditvi ignoriramo. Res ni prav. Ok, lahko vas ignorira vlada, lahko vas ignorirajo poslanci, lahko vas več kot očitno ignorirata tudi stilist pa frizer, ampak mi vas ne bomo. Pa brez zamere, gospa predsednica, čistko prijateljsko. Včasih res gleda, kot da s Kim Jong-unom kupujeta v istem outletu. Ne res, kot da ste dobili paket iz About You-ja, ki ga je Angela Merkel nazaj poslala. Ali pa kot da ste po pomotoma dali nekaj od Aleša zjutraj gor. Pa ima Aleš super stvari, krasne. Tudi meni je všeč ta vaš stil, ta športna neeleganca. Superca. In tudi razumem, da preko tega nekaj podzavestno sporočate. Državniško je, ker nosite težko breme, zato imate podložena ramena. Ker si želite korenitih sprememb, hlače na korenček. Ker ste vrhovna poveljnica vojske, se sami pač strižete z nožem, respekt, pa še pršparate, superca. Sem slišal, da zdaj dobite še rezidenco. Končno vas bomo lahko začeli klicati, tako kot si zaslužite, Nataša Pirc-Musar. Čeprav bodimo iskreni, a res rabite še eno bajto? Ne rečem, če bi bil Pahor predsednik. Tam je to standard, ta veš, Barbie avto, Barbie posla, Barbie rezidenca. Pač osnoven model nima, nič pa dokupuješ. Ampak vi pa že imate stanovanje, imate hišo, imate garažo, imate rusko dačo. Pa če rabite več prostora, pač vzamete sosedo, pa mu rečete pasebna nepremičninska operacija. Pa da nav tako zgledal, kot da sem vam fovš, vam kar direkt povem, da sem vam fovš. Ampak sej to je normalno, sej sem Slovenc, sem Gorenc, sem moški, ki se že 5 let jebem na svetu na kanalu, a pa ne moram na Pop TV prijeti, vi ste bila pa takoj sprejeta. Ampak nič osebnega. Po drugi strani se meni zdi okej, da so pač politiki premožni. Ker tako veš, da ko delajo bedarije, tega ne počnejo za denar, ampak da tako kot vi, spoštovana predsednica, to počnete iz srca. Tako da tudi jaz vam iz srca želim uspešno, predvsem pa samostojno delo, pa da bi na vas
čim manj vplivali gospodje iz naslednjega boba. Dr. Rasto Vin, ekonomist. Kar nekaj bogatih vidimo, ki odkrito želijo vplivati na svet okoli sebe in predvsem na politiko. To pa pri sedanjem res skromnem kadrovskem naboru v politiki ni ravno zahtevno. Aleksander samo sporoča ekipi predsednice republike, da vse pritožbe prosim naslovijo pisno na naslov podjetja Opravičila Pozvek d.o.o., ki je bilo uradni izvajalec prejšnje točke, in ne njemu, Aleksandru Pozveku iz Smešni Aleksander SP. On nima nič s tem. Uradna izvajalka naslednje točke pa je Lejre, ki bo izvedla skladbo Just Me. Thinking about how it could be actually imaginary. Don't see this time, don't feel the space, don't feel the ground, feel disconnected, but then connected. Imagine you're dreaming, imagine you're floating on big skies and feeling the wind in your hair. The wind takes you over, it takes you to there. There to be free, there to create what you believe. The possibilities, the possibilities. Dream creatively, feel the space in me, find the enemy. But there is no one, no, just me. Experience the human existence from such a weird distance, from feeling real and unreal, woke and unwoke, sleeping on things I can provoke. Ooh, I can provoke. Dream creatively, feel the space in me, find the enemy. But there is no one, no, just me. Just me. Just me. The possibilities. Dream creatively, feel the space in me, find the enemy. But there is no one, no, just me. Just me. Just me. The possibilities. Hvala, Lejre! Aha, tukaj ste uredili z Natašo. Smo uredili, seveda. Je vse ok? Normalno. Sem tudi zvedel, kdo me je zašpecal. Kdo pa ti je povedal? Ni mi noben povedal, slišal sem. Nač glavo dol, gospod Sajovic.
In točno slišal pogovor. Prireditev poteka dobro, voditeljica dela dobro, edini, ki ne dela dobro, je voditelj. Ampak ga razumem. Konec koncev je treba poročati vrhovni poveljnici. Ampak z Natašo sta pa ok. Ja, seveda, to so moderni slovenski politiki. Oni razumejo, kako se stvarem streže. Da moraš imeti debelo kožo. Ja, ampak nisem mislil tega. Da moraš znati prenesti šalo na svoj račun. V slovenski politiki vsi dajejo vse na svoj račun, a ne, gospod Sajovic? Čak, kaj pa pol? Da pusti par miru frende od Zorana. Kaj te bo od zadaj lopno po glavi? Pa ne predina, Zorana Jankoviča. Mija z Okjan sva takole. Jaz sem ga tudi spremljal, ker je bil zdaj v Mariboru. Kaj? Na tajnem obisku. Jankovič je bil v Mariboru, če pa doben ne ve tega, si ziher? Je pa seveda, se ti pravim, da je bil tajni obisk, Arsenovič ga je povabil in smo tudi vse skupaj posneli. Poglejva. Se pravi, vas je gospod Arsenovič povabil v Maribor. Ja, tako je, da. Poglejte, jaz sem naredil z Ljubljane, dalje še v svetu. In zdaj bi Saša prosil, da naredi tudi isto tukaj v Mariboru, da pridem in pogleda, kaj se da narediti. In kakšne imate predloge? Ja, recimo zdaj kot prvo tale reka, ne, kaj je to? To je Drava. No, to bo treba spremeniti, ne. To si tudi res, da morajo zapomniti, ne, mora biti enostavno tako kot mesto Ljubljana, reka Ljubljanca, ne. Tako da je zdaj Mariborščica, okej? Da, ne, to je pa problem, bo treba to kar posekati navaren. Da, to pa ne vem, če bo šlo, to je tukaj že 500 let. Pa lete, to ni problem, ne. Jaz imam svoje strokovnjake za gozdove in bom pripeljal, da da strokovno mnenje, ne. Da je deblo že preperelo in da je nevarnost, da se zrušta kakšnega bil dočga, ne. A res hoče, da pade potem še kakšna veja, da kakšnega otroka, ki gre ven iz videoteke, ne, pa da ga poškoduje. A pa še hujš, ne, da poškoduje steklenice. Ne, bolj varno je, da se tole poseka, ne. Pa evo, to ti je super, ne, če boš tako pošedal v mestu, naravo, drevesa, čez zrak, travo, res odlično, ne. To ti je idealna lokacija za kak dvodnevni festival, tukaj lahko pride 30.000 ljudi, ne, in se sploh da poznali, ne. Nobega ne mot, pa še zvok se odbija od hriba, ne, da ne bo sosedu, res idealno, ne. Ja, kaj pa hrup? Če te ta gondola ne mot, te pol tudi Magnifico ali pa Daniela ne bosta, ne. Sam, mogoče so pa kakšne živali zaščitene, kakšen hrošč. Hrošč? Da bo problema. Kaj pa tisti tam? Hotel? A hotel, ne. Gremo tja pogledati. A bo dojel? Pa pojmo. Kar dolgo vas ni bilo? Bil sem 5-hodni inšpekcijski pregled. 4 ure. Ba ja, bil sem eno težav v wellnessu, ker se reklamira savna s cibetom in sem bil doter 2 uri in ni bilo ne cibeta, ne Zahoviča, ne Rudonje, nobenega, ne. Sam nek vom po kuhanem vinu, ko sem poklical cibeta in je zdaj prišel in sedi dol v savni, tako da je vse na nivoju, ne. Sicer pa super hotel, sam mogoče ni meni najboljši, ne. Ime? Ime bi spreminjal, Habakuk. Ja, da nekaj bolj domačega, ne, bolj živega, tako da recimo, že vem, Žabakuk, ne. No, kar se tiče fuzbala, nima nobenih pripomb, ne. Edino, kar se mi zdi, da neki baka so navijači Viole, ne. Vsi vemo, da če hočeš dober ime za navijače, mora biti barva in žival, ne. Tako kot recimo Great Dragons. Razumeš, vidim pa te samo barvo Viola in dono je treba dodati samo eno žival, recimo vijolične, ne vem, krave, ne, čakajte, to beže v Avstriji, ne, pa viola lisice, ne. Samo ni to malo preveč podoben zlati lisici? Zlata lisica, ni to v Kranjski Gori. Ne. Mislim, bila je letos. Pa lani, predlani. Pa dobro, da vse je v redu, greva da ureče vape, ne. Ja, to je pa tam le. Peva. Ti je še deleč, jaz sem ful lačen, ne. Ne, tam le, 100 metrov. Kaj pa je tole? To pa je SNG Maribor, gledališče. A, se kaj dogaja? Ja, danes zvečer je Bob Leta, vsi pridejo. Župan, jaz tudi pridem. A, Bob Leta pozna zelo dobra prireditev, zelo zabavna, zelo smešna, sam nekaj me mot pri njej, ne, to s Sašom tudi lahko zrihtamo, ne, že naslednji let. Ja, kaj pa je narobe? Ja, to, da ni v Ljubljani, ne. Tega jest.
zanimive rešitve, čeprav iskreno. Včasih se mi zdi, da bi nam bilo Mariborčanom lažje, če bi nehali toliko tekmovati in se dokazovati, da smo najboljši. In se pač sprijaznili z odličnim drugim mestom. Ja, pa sej na nek način ste to že ponotranili. Sej, recimo v Mariboru rabaš največ točk, da priješ na drugo gimnazijo. Točno tak, ne morejo vedno vsi biti prvi. Kot lepo pove tudi naš naslednji Bob. Klara Napast, učiteljica. Politika, ki temelji na tem, da morajo biti vsi učenci uspešni, vodi do lažnih meril uspešnosti. Tako je, včasih ni bilo upravičil, pa odločb, pa diagnost, kot zdaj. On pa ne more, ker ima OCD, on naš pa ne sme, ker ima ADHD. Včasih ti je učiteljica lepo rekla, ti si GLUP. Potem pa poslala k ravnateljci. Čeprav danes ste verjetno to zelo težko, ker ravnateljica verjetno istočasno uči matematiko, deli malce pa kosi travo. Ja, ena taka kot ti, sam pri njih ne gre za davčno optimizacijo. Pač pa zato, da je leto 2024 bilo zaznamovano z hudim pomanjkanjem učiteljskega kadra, na kar opozarjajo na vseh ravneh. Zadnjih nekaj vlad pa na tem področju ni naredilo nič konkretnega. No, to ni čisto res. Aktualna vlada lani je nekaj naredila. Kaj? Misliš, prosla Lidl, da omakne džambote z višino plače za delo v trgovini izpred šol? Ja, točno to. Sicer pa mislim, da nas bo po novem učila kar umetna inteligenca, učence pa še posebej. Ja, to je res. To je prihodnost. Namesto table bo verjetno računalnik, ki bo predaval pa odgovarjal na vprašanja, pa zraven bo imel takega majhnega robota, ki bo metal ključe, če bo kdo klepetal. Tako da bo zgledal, kakor zdaj. Pa sej, bodva midva iskrena, tudi naju malo več ne bodo rabili. Scenaristov pa že zdaj ne rabimo več. Se konec koncev, to, kar midva zdaj govoriva, to bi kamot napisala umetna inteligenca. Čakaj malo zdaj. Tisto prej s predsednico? A ja ne, ti se bo pa iz srca. Ampak ti bom pokazal, kako deluje. Dajte mi sem računalnik. Evo ga, takole. A boš ti pisala? Bom. Ti bom narekoval. Napiši, daj nama tako, da bo, napiši kratek dialog med voditeljema prireditve Bob leta. Čakaj. Ja, imaš? Med voditeljema prireditve Bob leta. Dodaj dve kratki šali. Ena recimo na Arsenoviča, da bo res smešen. Drugo pa vi določite, kaj damo, gospod Sajovic. Ne vlada dela dobro, to so poj 3. Kaj damo? Gorenc pa tak. Maribor šampion. Tako, zdaj pa da vidva, kva nastane. Ok, voditelj ena. Bom jaz. Ja, daj. Aj prav, Dobrodošli na Bobu leta. Danes bomo skupaj podelili najpomembnejše glasbene nagrade in uživali v izvrstnem programu. Seveda, kot se spodobi, bo nekaj smeha, saj smo tukaj, da ustvarimo še več nepozabnih trenutkov. Točno tako. In seveda, brez skrbi, če vas bo kateri od naših šampionov danes razveselil z nagrado, to bo samo še dodaten razlog za veselico. Pa spomnimo se, Maribor ima najlepši pogled na svet oziroma na štajerske gozdove, če jih pogledamo z prave strani. Točno, in mogoče bi lahko Arsenovič malo razmislil, če bo letos dodal še kakšno novo pešpot v Mariboru, da bodo imeli ljudje vsaj nekaj možnosti pobegniti od vseh teh šampionov. No, ampak danes bomo predvsem mi tisti, ki bomo pobegnili v svet glasbe. Tako da brez skrbi, vsi ste tukaj, da uživate. Pa lej, 2 fori sta bili celo dobri.
Pa je to zastonj verzija. Če plačaš, je po mojem dejansko smešen. Ok, ampak so pa stvari, ki jih umetna inteligenca ne zmore. In o tem govori naš naslednji Bob. Sandi Curk, poveljnik regijskega štaba civilne zaščite za Notranjsko. Umetna inteligenca ti ne more pomagati, ko te življenje pahne na tla. Ne morete dvigniti, dvignejo te lahko samo človek, solidarnost in humanitarnost. Ok, mogoče te umetna inteligenca res ne more dvigant, lahko pa dvigne pač kakšen del tebe. Saj so tudi take vsebine na internetu. No, Aleksander, no, to pa res ni primerno, daj bom jaz to kar z odra dol potisnila. Kaj? Celo v redu, ni problema. Ampak samo, da smo si na jasnem, gre za čist navaden posel, ko vsak drug. Od novega leta zdaj dalje plačujejo celo davke. Sam povem. Ja, zdaj jih poleg vseh ostalih nateguje še Furs, tako da jaz sem tudi svoj OnlyFans profil kar parjavil. Čak malo. Ti imaš svoj OnlyFans profil? No, seveda, no nimam ga jaz, ampak Pozvek Fan Club, družba z omejeno odgovornostjo, pač davčna optimizacija, se to razumeš, ampak lej, danes moraš imeti vse to, Facebook profil, Insta profil, TikTok profil, Tinder profil, a veš, ni to kot včasih, ko si bil Helena Blagne, ko si imel sam desen profil, pa so se 10 let ljudje o tem pogovarjali. Oprosti, ampak jaz še vedno ne morem mimo tega, da imaš ti svoj OnlyFans. Kaj je narobe? Ja ne vem, kaj je bolj grozno, to, da imaš ti OnlyFans, ali to, da pač mene zdaj zanima, kaj je gor. Ja, lej, 10 evrov na mesec pa lahko zveš. No in točno o tem govori naš naslednji Bob. Doktorica Ana Svetel, antropologinja. Vajeni smo greznice. Vsak dan, vsakič, ko podrsamo po zaslonu, se umažemo. Njen vonj je tako vse prisoten, da ga sploh več ne zaznamo. Tako je, čeprav, jaz moram priznati, da tudi tukaj na odru tako zaznavam nek čuden vonj. Ja ne vem, ti si prej plesal, pa pol so te varnostniki od Nataše lovili, pa si švical. Ne, nisva midva, nekaj drugega smrdi. Aha, že vem, reklame. Spet, pa če smo prej imeli cel reklamni blok. Ja pa se veš, kako je to danes, ljudje so to navajeni, da jim skozi nekaj prodajaš. Če ne je sumljiv in si začnejo zamišljati neke svoje teorije zarote, a veš, tako pa poveš, kdo stoji za zadevo in je. Če ne bi pa jutri že bral, da je Elon Musk plačal za rost od predsednice, pa da si ti robot, ker spreletela iz stropa, pa da za vsem stoji podzemna kabala, ki nas kontrolira preko labodov na Dravi. Vem jaz, kako to gre, tako da kar gremo. Reklame! Hej, Aleksander, zakaj pa imaš tako slab zrak na odru? Ja, drv ne damo. Kaj pa naj naredim? Pokliči podjetje iVent, specialiste za prezračevanje. A tudi za odre? Stanovanja, hiše in poslovni prostori, rekuperacija, termovent, klasični sistem, kar hočeš. Wow, pojma nimam, kaj je to, ampak sliši se super. A pa je zakompliciran ali je einfach? Še boljš kot einfach, iVent. Zluftamo vse, razen vaše denarnice. Evo. Pa sej ni bilo tako hudo, a? Ajde. No, fajn, ker imava še eno. Ej, koliko ti pa žre tale? Tam 20 litrov na 100. To je pa kar veliko. Ja, sam se splača. Kako se ti pa to splača? Ker grem lahko vsak drug dan na mol, natočem poln tank, pol spijem kavico, pojem hot dog v fresh cornerju, pa full pik zberem v Mol Move aplikaciji. Ja, sliši se res kar kul. Ne kul, Mol. Bencinski servisi Mol, za res udobne postanke na vseh poteh. To je pa zdaj to.
končano, obljubam. Še dobro, ker sem se že malo začela spraševati po tvojem zdravju. Za moje zdravje pa ni treba nič skrbeti, ga že nekdo varuje. A ja? Kdo pa? Veš, za zdravje sem pa jaz zdaj odkril svojega posebenega varuha. Nekje tako zgore je. Živjo, Aleksander, je vse v redu? Ja, vse v redu. Potrebuješ kak pregled, poseg, te boli zob? Ne, v redu sem. No prav, se slišiva spet drugič. Adijo. Adijo. Bila. Čak mal, kdo je pa bil za to? To. Ja to, kdo je bil to? To je bil pa Bojan iz Vzajemne, on je moj referent pri varuhu zdravja. Kaki varuh zdravja? Kaka Vzajemna? Kaki Bojan? Ti spet delaš reklamo. Kakšno reklamo, lepo te prosim, pač Bojan je v skrbeh, nekaj sem zanj jamral, da imam visok pritisk, pa je zdaj poklical, pa me malo vprašal, kako sem. Popolnoma normalen odnos med zavarovancem pa referentom. Ne vem, če ti verjamem. Sploh pa, a sploh danes kdo še verjame reklamam? Vi verjamete? Ti verjameš, Aleksander? Ja, kakšnim ne. Tem absolutno, ker sem plačan za to. Kaj pa medijem zaupaš? Absolutno, sploh tistim, ki me plačajo za to. Kaj pa strokovnjakom, znanosti, zdravnikom, njim tudi verjameš? Ja, to pa zastonj. Je pa problem, ker so nekateri plačani za to, da jim ne verjamejo. In o tem govori naš naslednji Bob. Doktor Boris Kolar, biolog. Zdi se mi grozljivo, da se z nezaupanjem v empirično znanost in z do neba segajočo licemernostjo vračamo v mračni srednji vek. Ja, včasih je kar težko potegniti črto med tradicijo pa nezaupanjem ali pa med znanostjo in vero. Je pa tradicija nekaj, kar v Mariboru jemljete zelo resno. Lani, ko ste se odločili, da boste martinovanje iz enega dneva podaljšali na 2, sem se tukaj na tem odru pošalil, da mogoče pa drugo leto naredite kar 3-dnevno martinovanje. In kaj ste naredili vi? Rekli ste si, mene ne bo noben jebal. Pa ste letos praznovali 4 dni. Bravo! Dober ste me! Zdaj bi bila seveda fora, da jaz rečem, kaj pa če bi imeli naslednje leto 7 dni, pa pol vi naredite cel november, pa potem jaz pridem naslednje leto, pa rečem, zakaj pa še januarja vse pobruhano, pa vi rečete, tiho vodi, to je turizem. Ok, zato ne bom, ker imam še boljšo idejo za vas. Recimo na Finskem imajo recimo eno mesto, kjer je celo leto vsak dan Božič. Se pravi, zakaj ne bi mi v Sloveniji imeli mesta, kjer je celo leto vsak dan Martinovo? Bam! Maribor se preimenuje v Martinbor, Trg svobode v Trg vina in vode, Gosposka v pečeno Gosposko in tako naprej. Lejte, Žalc je pred leti izkoristil denar od loterije pa naredil pivsko fontano, Maribor fontano že ima, samo napolnite bazen z vinom pa je. Ali pa en otroški džakuzi s pivom, saj nismo pijanci konc koncev. In to je to. Pol mesta je lahko zaposlenega za šankom, druga polovica pa čaka z radarjem za grmovjem. Dobesedno win-win-win situacija. Tako da gremo šanke ven, na vsako ulico, na vsak trg, na vsaki odar. No, to je pa meni všeč tukaj pri vas v Mariboru. Jaz lahko tukaj pa lamudim marsikaj, ampak pa omenjam alkohol, se pa tako hitro vzame stvar za res. Bravo. Kaj ti tu strežeš? Ja, mislim, lahko. Kaj pa bosta? Super, te pa je, za naj eno rundo pira, za Marča, veš, njemu pa dajem pelinkovec, ker je na antibiotikih, te pa ne sme alkohola. Ok. Takole, fantja, pivo, ne? Superca. Sem pa malo vode, ker sem konc koncev v službi. Ja, nič. Veš, prijatelj, dolgo nisva pila,
Dolgo, dolgo, dolgo nisva se dobila. Grejo leta, žene so dekleta. Čas je, da spet stečeva s planeta, ker prijatu dolgo nisva bila. In bojim se, da bova pozabila. Alo stari, dolgo sva rabla, dolgo predolgo bi se skor pozabla. Vsak za sebe gurama brez stika, cajt je, da se ga nažerema ko bika. Ker prijatu dolgo nisva pila. In bojim se, da bova pozabila. Da se flaše spraznijo, da se zgodbe zvečajo, se spomini najdejo, se dekleta smejejo. Veš, prijatu, dolgo nisva pila. Veš, prijatu, to so sam pravila. Ne bo šel v svetu cvet, če bova malo spila. Kurc pa zdravje, zmernost tolika, cajt je, da se ga nažerema ko bika. Ker prijatu dolgo nisva pila. In bojim se, da se oma zgubila. Da se flaše spraznijo, da se zgodbe zvečajo, se spomini najdejo, se dekleta smejejo. Alo stari, zdaj se ga pa bova. Evo. Eccola. Alo, pa kaj je zdaj to? Kaj pa? Je to? Kaj neki šank, pa neka pijača, pa kar neki ljudi na odru. Ja, ne, ni to, kar ti misliš, pa ni to kar en folk. To sta bila Dimek pa Hamo. Kaj pa šank? Ja, tu pa pač kle je bilo. Kaj to je bilo? Zdaj še rekel, da se to kar zgodi, pač kar v Mariboru se kar šank na oder prinese, ali kaj, pa kar neke flaše, pa to se kar zgodi. Pa boš mi še rekel zdaj, da bom še se na avtobusnih linijah v januaru vozila novih, pa da bom na stopnicah na Lentu sedela že spomladi, ne? Ok, se bom pospravil jaz to. Ja, pospravi, ja. Jaz sem sam hotel. Je, hoto, da se ne zmoto. Povabil si Hamota in Dimeka na ukradeno sceno? Pa ne. Pa kaj je s tabo? Bilo je kle, oni so bili ves čas, smo pili. Ja, ne vem, ko sem jaz prišla, si bil sam ti pa šank.
Mislim, to vem zdaj že, da mutiš z davki, sam da pa kradeš. To pa nisem vedela. Počakaj malo, pa kaj ti govoriš? Lahko me obtožujete, vendar ima ta dvorana publiko, ki je videla resnico. A si v redu, Aleksander? Ja. Ampak temu odru ne vladajo voditelji, ampak plačanci, ki pišejo po nareku udbo mafijskih botrov in Animir Dan. Čakaj malo, zdaj, kaj ti to meni govoriš? Kaj tep? Kaj pa sem rekel? Čakaj, spet me nekaj... Hočemo prireditev, za kakršno smo glasovali na plebiscitu. Sproščeno proslavo, na katero bomo ponosni mi in naši zanamci. Prost. Spomnim, kaj je to, ampak vsakič, ko se mi zdi, da me nekdo po krivem nečesa obtož, mi kar vam butne krivosodje, vsi na ulice. Zdaj je po mojem mim, sam ne me več obtoževati, sam to te prosim. Ok, ne bom. Čeprav je bilo po svoje simpatično, kako si hitro prevzel odgovornost, čeprav nisi bil ziher, da si kriv. Teda zdaj si zrel za ženit. Nisi pa mogoče zrel za kaj drugega, o čemer govori naš naslednji Bob. Marjana Kogelnik, kmetica leta. Če se ti doma na kmetiji kaj zgodi oziroma narobe narediš, sam nosiš škodo in odgovornost. To moraš rešiti na pravi način. V politiki pa se nič ne reši. V politiki se zadnje čase res nič ne reši, oziroma lahko bi rekli tudi, da se določenih ljudi ne moramo rešiti. No, čeprav v tem pogledu pa lahko rečeva, da je bilo leto 2024 kar učinkovito, ker smo se uspešno poslovili od ful stvari, recimo od NKBM. Ki je postala OTP, BTV, a veš, kaj pomeni NKBM? Seveda vem. Neverjetni kapitalski bančni manevri. A ti veš, kaj pomeni OTP? A veš, da me je že strah. Od tega profitiramo. Mi združimo, vi plačate. Ja, to je bila zdaj šala na OTP in vsi vemo, kaj sledi. Tožba od OTP? Ne, oglas za OTP. Tukaj smo. In tukaj. In tukaj. Tukaj smo za vas, ko uporabljate napredno digitalno banko. Da se lahko obrnete na strokovne bančnike. Ali da investirate kar s kavča. Tukaj smo, ko izberete dinamično mednarodno bančno skupino in ko vas vodijo trajnostne rešitve. OTP banka. Tukaj smo. Lani smo se torej poslovili od NKBM-a, letos pa od številnih črnih gradenj, ki so jih Slovenci zgradili na hrvaškem Primorju. A veš, da sem jaz šele letos vedel, da je Krk na Hrvaškem, majke mi. Pa poslovili smo se od kar nekaj ministrov za izobraževanje, za obrambo, za digitalizacijo, za kmetijstvo, pravosodje. Štepali smo menjave kot Pavle Rupar potne stroške. Ej, a veš, kjer je najljubši božični komad od Emilije? Lučke, lučke, daj prižgite plave lučke, lučke. No. Bom več. Sta se pa poslovili tudi dve veliki športni legendi. Spomladi najprej Peter Prevc, za katerim je dobesedno jokala vsa Slovenija. Tudi jaz. Sam 3-krat v življenju sem jokal, pa zmeraj je bilo na tisti dan, ko je prvič se Pero poslovil pa skočil, pa ko je Pero drugič skočil, pa ko mi je tako lepo pomahal. Se bi ti dala robček, sam ga nimam, predstavljaj si. Okay. Potem pa se je poleti z velikim spektaklom v Stožicah poslovil tudi Goran Dragič. Bogi, zakaj? Športni uspehi so seveda vedno odličen izgovor za praznovanje, a tudi lep izgovor za zatiskanje oči pred temnimi platmi športa. Na kar nas opozarja naslednji Bob. Dr. Milan Hosta, športni filozof. V kapitalizmu je fino imeti ljudi pod nadzorom. Ko ne delajo, jim dajmo nekaj za potrošiti.
Šport je postal izjemna tržnica čustev in spektakla. Maja, zdaj bova pa midva nekaj razčistila. Kaj imaš ti proti športu? Nič, zakaj? A se ti sploh zavedaš, kaj vse slovenski športniki naredijo za nas, navadne Slovence? A ti veš, da odkar imamo Rogliča pa Pogačarja v vrhu svetovnega kolesarstva, se je recimo čisto spremenil odnos do kolesarjev na cesti? Res? Kako točno pa se je spremenil? A veš kaj, včasih, zdaj ti vsaj potrobijo, preden te poskušajo povozati. Prej so te pa sam zbili in to je neverjeten uspeh. No, ampak kljub vsemu, kar so naši športniki lani in v preteklih letih dosegli za našo državo na mednarodnih tekmovanjih, pa je letos svoj muzej še za časa življenja dobil legendarni Alfi Nipič. Tako je odprli so ga po letu v Jerenini in v njem si lahko pogledate stalno razstavo Ostal bom muzikant. Zelo dobro ti gre to, Aleksander. Vse o bogati pevski karieri legendarnega Alfija s številnimi artefakti, od narodne noše, ki jo je nosil skupaj z avseniki, do srebrne šildkape, ki jo je nosil v videospotu za tehno remix komada. Ne, pa moram ti jaz dati stočec, čakaj. A se bo Alfi Nipič kaj pripravil, mogoče se bo, mogoče se ne bo. Postal bom muzikant. Tale remix seveda še vedno velja za enega prvih narodno-zabavnih turbokomadov v slovenski glasbi. Prirejajo pa tudi kratke tečaje tako imenovanega Cobra Mova. In seveda lahko si boste ogledali tudi originalno zmrzovalno skrinjo, iz katere Alfi stopi vsak december, da se do novega leta odtaja in lahko v polnoči zapoje silvestrski poljub. Še ena od skladb, ki je ponarodela skupaj z njim, pa je skladba v Štajerski kleti, ki so ji moderno preobleko nadeli mariborski Irish folk rockerji. Happy Old McFizzle! Fizzle! Toči presneti, parapapa, štajerski kleti, parapapa, poginaš Joža, žena ga Boža, rad bi ostal še, pa ni na domu. Prihne glave, parapapa, rad vam zabave, parapapa, šinemo glavo, pokruto je pravo, zbil ga bom lice po paromu.
Ajde, fanti, bomo pospravili to moje društvo za zaščito odrske tehnike. Kje? Tja? Kabel? O, dober, bravo. Sam se pomagal, sam mi ni treba. To gre tja, a lahko še mikrofon? Takole. Hvala lepa. Takole. Evo ga. O, super klop. Tu. Maja, lahko prideš, ajde. Aj, priklopim. Dame in gospodje, sedaj pa je čas za posebno presenečenje. Naravnost iz Washingtona je na svoj prvi neuradni obisk prišel novi predsednik Združenih držav Amerike, gospod Donald Trump. Thank you very much. Thank you again. Thank you, Maribor. Ke mi Melania rekla, Donald, greva na bab leta sem rekel, du zavraga je ta bab. Ga jaz poznam, je bil mogoče mojemu hotelu, plačuje najemnino, ampak ne. Melania mi je razložila, bab leta ni oseba, je nagrada, an award. Tako unikatna in posebna, skoraj tako kot jaz. In potem je rekla, da je to nekaj, kar je malo kot Bob Dylan. Ampak jaz pravim, Bob leta je boljše. Zakaj? Ker Bob Dylan piše pesmi, Bob leta pa piše zgodovina, history. Zgodovina naroda. Yeah, of course, amazing. Velikega naroda in jaz veste, tudi jaz pišem zgodovina, ogromna zgodovina, biggest history, tako da, če želite, da bo ta nagrada še boljša, preimenujte jo. Namesto Bob leta, Don leta. To bilo fantastic, res great. Second of all, bi rekel, vsi pravite, da Slovenci znate nagraditi ljudi, ki znajo zadeti bistvo z ena sama fraza. You know what? A veste kaj? Jaz sem največji sukanjak za fraza. Oh yeah. Yeah. Res, the biggest one, največji. Nihče na svetu ni boljši v frazah kot jaz. Ljudje pravijo, da ni samo moje mnenje, če pa slučajno stane kakšen bab, ki ga ne potrebujete, ga jaz vzamem. Really, resno. Seriously. Oh yeah. And this is ena of redkih nagrad, ki še jih nimam. Čudno, a ne? Yeah. Zdaj pa something seriously. Minister za obrambo Borut Sajovic. Borut Sajovic, če ste tukaj in vem, da ste tukaj, ker imamo ljudi, ki sledijo vašemu telefonu. Zakaj se mi ne jade? Hello? You're not calling me. Call him, se prav kličem, pišem, tweetam, nič. Borut, this is not nice. This is not nice. No, not nice. We have to talk about it. We have, Marwa se pogovorit o vašemu prispevku za NATO, kako vi rečete NATO. 2%, 2%. This is too small. This is not too big. This is malo, zelo malo. Vam bom dal popust, ker se od Melania smo malo žlahti. Ampak še vedno več kot 2%, 2%, okay? Pa kličite me, pa uredimo to. Just a phone call away, of course. And the second of all, just one more thing to say before I go again. Tako da Maribor, Slovenia, Bob leta, hvala vam. Bili ste amazing. Neverjetni, unbelievable, but now I'm going. Za konc pa še eno vprašanje. A veste, kaj Maribor pomeni MAGA? No, you don't. Make Arsenovic great again. Okay, ajde, muzika! To feel down, I said, young man, pick yourself
Dobro, jaz bi samo en popravek. Maga na Štajerskem drugače pomeni Maribor Aufstehen, Graz Arbeit gehen. Pa brez zamere, gospod Arsenovič. Meni se pa zdi lepo, da je prišel na obisk. Edini škoda, da Melania ni prišla zraven. Ali pa njena odvetnica, ki se vidva dobro poznata, ne? Ja, pa mogoče najina odvetnika tudi. Moje privatno življenje vedno bolj je podobno naslednjemu Bobu. Karla Zajc-Berzelak, profesorica. Obdobja miru so očitno le vmesni čas, ko se malo premešajo politične karte in simpatije. Tudi če orožje utihne, se vojna zaleze v skrite pore dobičkarjev, kjer se nikoli povsem ne raztopi v mir. A si? Sam. Obdobje miru je samo vmesni čas med vojnami. In podelitev nagrad je samo vmesni čas med reklamami. Pa daj spet, ali kaj? Ne, Ti nisi normalen. Hecam se, no, v resnici je čas za malco. Sendvič imaš sama? Ja. Sem videla, nisem prej. Ja, valjda, ne bom se gužval poj tam na mizah za catering, pa še koleno me boli. Koleno? Ti si kot neki košarkar. A misliš, ko un? Pa kaj te s tabo je? Vse, kar imata vidva skupnega, je to, da sta se oba dva mal poredila čez poletje. Pa da oba delava reklamo za Poli. A res? Ja? Poli, vaša najljubša piščančja klobasa že več kot 50 let. Ja? Vse sem vedela, da bo spet reklamo delo. Kakšna reklama? Jem sendvič, ki mi ga je naredila mama. A ja? Ja, se vidiš, 1 centimeter debela klobasa, pa majoneza. Ja, da vidim. Lej. Ja, sej moj foter tudi tak je, sam kar brez kruha. Ma sej. Ja, pa meni je vse, jaz imam vse rad. Vse? Ja, prav vse. Poli s sirom, poli z vrtninami, poli light, poli pate, poli nuggets, poli classic, poli mini, poli hrenovke, Stop, dovolj. Kaj pa je? Ja, dovolj je. Ne moreš spet cele napovedi porabiti za reklamo delati. Zakaj ne? Zato, ker sploh nisi omenil. Poli Green, prva brezmesna poli na osnovi grahovih beljakovin. Zanimivo, te še nisem probal. Ja, jaz si ponavadi tak maljo narežem na tanke rezinice, pa potem rukolo noter, pa kruh, ne, pa vse to lepo v šejk vržem, pa še poli pops proteinski čips, pa zmiksaš, ne, pa dobiš taki ful dober šejk. Pa še vedno legendarni okus. Zanimiv. Evo, pa sva naredila še eno reklamo. Ok, samo to je pa to, ne smemo pretravati. Res je, so ene stvari, ki so pa prepovedane, ki se ne smejo. In o tem govori tudi zadnji Bob. Doktor Samo Zver, zdravnik. Ne moreš stavkati na nekom, ki potrebuje tvojo pomoč. Kdor potrebuje tvojo pomoč, ne more biti predmet ciljev, ki se odražajo na tvoji zasebni koristi. Tako, slišali smo vse Bobe, predstavili vse njihove avtorje, ostalo nam je samo še zadnje dejanje, to je, da razglasimo zmagovalca, da razglasimo Bob leta. Še predtem pa se bomo spomnili besed in pojmov, ki so najbolj zaznamovale preteklo leto in to po vašem izboru. Ok, zdaj vas bova prosila, da določite 10 besed, ki so po vašem mnenju najbolj zaznamovale lansko leto. Aj prav? Smo? Ja. Jaz bom iskal. Naše plesalke bodo prišle na oder in bodo te besede napisale na plakate. Potem pa bosta mojstra repanja prostega sloga, in Kuna, ki v tem trenutku nista tukaj in imata zamašena ušesa nekje tam daleč v hodnikih, tukaj na odru pred vami spisala pesem z naslovom 10 besed. Opa, to se tudi rima. Ajde, gremo. Pa gremo kar po vrsti, katera beseda? To
To ni beseda, gospa, to je medved. Dajte vi. Kakšna beseda? Zdravniška stavka. Genocid. Dajte samo stavka. Genocid. Genocid. Katera? Težko. Vojna. Beseda? Gost. Norost. Jaz sem mislila, da gluhost. Generalmajster. Katero? Šolstvo. Še dve rabimo. Katero? Mir. Mir. Kjero? Pozvek. 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 P-O-Z-V-E-K. Daj Novak napiš. A imamo dost? A imamo? Še eno? Kjero damo? Večer. Kole? A imamo vse? Superca, še eno bo pa Maja prinesla. To je v redu. Ja, tako, imamo 10 besed, zdaj pa prihajata in Kuna. Kako smo, Maribor, se slišimo? Upam, da ste okej, mi pa nisva slišala teh besed od prej. Yes. Ajde, gremo začet, da vidimo, kaj ste pripravili teh 10 besed. Upam, da se bo nekaj zgodil. Ajde, gremo, počekaj tale skill. Jo, da čekiramo, kaj je sledeča beseda, mogoče bo tole dejansko bob leta. Res le nimamo veliko enega opravka, zdaj je čas, da zgodi se zdravniška stavka. Ja, da ne bo tlele zmeda, da vidimo, kaj bo naslednja beseda. Wow, da prav šit, stari moj pust za sabo genocid. Res, ker nočemo imeti take akcije, v bistvu rabi Izrael imeti sankcije. Naslednja beseda ne bo spokojna, fak stari, spet ta vojna. Ja, ker mi smo za mir, dajte stran ta naš prepir, da vidimo, stari, jaz sem danes vaš gost, puste za sabo tole čudno norost. Ti si čisto nor, ne govor, Maribor, roke gor, kje ste, kaj se zdaj dogaja. Res ne rabim gor na glavi imeti flajšter, sem vojak, tako generalmajster. To je improvizacija, to je freestyle, tako kot pač naš majster general. Tako da vidimo, kako tole bo šolstvo. Res, politiki nimajo dovolj kontrole, treba je več keša vlagati v šole. Naslednja beseda ni mir, samo je podobna, ker beseda je pir. Ta dogodek zares obeta, bob leta. Gremo vsi, ta dogodek res obeta, gremo vsi, bob leta. Ta dogodek zares obeta, kaj? Bob leta. Moderator je navaden drek, se opravičujem, Aleksandr Pozvek. Se vem, da je on kralj zdaj tu, sam boljša od njega je Maja Monroe. Maja, dejansko je on faja, kaj se dogaja, prej je bil pir, danes bo pa tle le dober večer, ker je to tudi sponzor glavnega dogodka. Tako, da vidimo, kaj se zgodi, še zadnja beseda tlele prleti, sej vemo, da smo vsi tle za mir, kdo je odgovorni urednik za časnik večer? Za časnik večer je en edini hišnik, na oder prihaja Matija Stepišnik. Tako da res, everybody in the house, dajte za Matijo zdaj en aplauz. In ko si jaz rečem Matija, vi rečete Stepišnik Matija, Matija. In ko jaz rečem Matija, vi rečete Stepišnik Matija, Matija. Ko jaz rečem Bob, vi rečete leta Bob, 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 Bob.
presnet. Ej, z nami poje že cela bajta, nekdo nam govori, da nam zmanjkali je cajta, ampak to se res na hitro zgodi, dajte še en aplavz, z nami je DJ LT. Dragi gledalci, drage gledalke, še aplavz za vse plesalke, za vse organizatorje in zdaj prihaja hišnik, enen in edini Matija Stepišnik. Tako, napište se na e-mail, večina od vas pravite, da je to fail. Seveda je, pozdrav za dvorano, vse kar danes počnemo je čisto spontano. To je bilo dosti, zdaj pa moramo iti domov, kdo smo mi dva uminku na freestyle show. Za naju poskrbi, kdo LT, eden in edini, kako lep si. Wow, res je dobra tvoja domišljija, zdaj pa mislim, da čas, da pride gor Matija. Smo porabili, stari moj, ne morem verjeti. Matija, prosimo vas za vaših par besed. Ja, greva se mi dva vse, spotale Renault 5, Matija, jaka ti je energija. Sorry. Hvala. Hvala, Maribor. Bravo, Pubeca. Spoštovane gospe in gospodje, bralke in bralci Večera, dober večer v Mariboru, v imenu medijske hiše Večer. Dobrodošli. Preden razglasimo, kdo je lani izrekel misel, ki je najbolj odmevala in se vtisnila v spomin, prosim za še en aplavz za Majo, Aleksandra, za vse ostale nastopajoče, vse na odru in za odrom, ker so nam pripravili še en krasen bobovski večer. Saj smeh je tisto, kar potrebujemo, čeprav je v podobah sveta, ki so v dnevnem obtoku nemalokrat težko nam gledati zabavno. Poplava laži briše resnico in dejstva. Fanfare hujskaškega populizma znajo preglasiti razum. Lažni preroki se zatekajo v pretekle ideologije in so junaki z naslovnic. Jastrebi vojne se ne ozirajo na nič. Egoizem razbija skupnost in kolektive. Demokracijo privatizirajo najbogatejši. Če kdaj, zdaj potrebujemo ljudi, ki rečejo bobo bob. Osebnosti, ki se ne umikajo iz javnih prostorov v zavetje privatnosti, ampak mislijo in povedo naravnost, odločno, pogumno, argumentirano. Zdaj ni čas za umik, četudi je ta pot morda lažja. In ne, ni vse in ni vsak medij. Večer 9. maja praznuje 80 let. Bob leta je pomemben del naše zgodovine. Je akcija in gibanje za veljavo javne besede. Časnik se je po letih morda postaral, imamo tradicijo in izkušnje. A naša medijska hiša dela vse, kar zna, da bi ostala mlada in usmerjena v prihodnost. Za novinarstvo ni lahkih časov. Smo poklic s poslanstvom, z etiko in širšo odgovornostjo. Če predstavlja novinarstvo kompas na razpotih sedanjosti, se temu ne smemo odreči. Nismo pa edini takšen poklic. Obstajajo mnogi, kjer osebni interesi ne smejo prevladati nad poklicno integriteto in poštenostjo. Družba, v kateri je dovoljeno marsikaj ali vse, v kateri cilj opravičuje sredstva, ne bo nikoli pravičen, enakopraven in solidaren prostor za vse, predvsem pa za ranljive in ranjene. Zato, gospe in gospodje, citiram, ne moreš stavkati na nekom, ki potrebuje tvojo pomoč. Kdor potrebuje tvojo pomoč, ne more biti predmet ciljev, ki se odražajo na tvoji zasebni koristi. Spoštovane in spoštovani, Bob leta 2024 je po izboru bralk in bralcev Večera izrekel zdravnik dr. Samo Zver.
Doktor Samo Zver, zdravnik. Ne moreš stavkati na nekom, ki potrebuje tvojo pomoč. Kdor potrebuje tvojo pomoč, ne more biti predmet ciljev, ki se odražajo na tvoji zasebni koristi. Dlje kot boste ploskali, manj modrosti boste slišali. Za začetek, ne. Kdo je zmagal danes, Muk? Ne, ker danes je zame en kic bil, ne, prej je bil Wengen, prejšnji teden. Prejšnji teden je bil Wengen, ker en tak Bob Leta je bil na delu pred kratkim in lej ga vraga. Jaz. In zato pravim, da je danes kic bil. Jaz. In dobro, je pa tako, moram reči, da tale pot v Maribor ni bila običajna. Prvo sta me pobrala en gospod in gospa, potem, ko sem zamudil vlak in bus. Ja, res, jaz se ne vozim sam, ker jemljem neke arcnije, imam napade spanja. Pa dobro, ne, če bi šlo za moje življenje, bi še nekako šlo, ne, ampak če bi se pa komu kaj naredil, bi pa nekomu drugemu, ki ga ne poznam, bi se pa sekiral. Zato hodim s temi prevozi in skratka sta me vozila en gospod in gospa, ki sta rekla, gospod je rekel, to je taka gužva, sem rekel, če me lahko peljete do gledališča in pravi uniji. Malo me je spominjal name v svoji najboljši izvedbi. To je taka gužva, ne, kje pa? Potem prej se peljemo sem, je bilo seveda vse prazno. Ampak to je to. Ampak drugače je pa pot sledeča, ne. Da se ustavimo nekih 20 kilometrov pred Mariborom. V avtu so Zlatko Fras, Zlatko slučajno kle, ne, njega, direktor internih klinik, Lazarevič, gospod Lazarevič in pa jaz, ki gremo na tekmo Maribor Olimpija. Potem presedemo. Una dva je, ker jaz ne vozim, je v strahu za avtomobile, se pa sedemo v avto z mariborsko registracijo. Ja, pa res, čisto vedno. In potem gremo sem. Ampak ne sem, v Maribor. In nas je kar en kanček strah. In tudi tono moramo enkrat presežiti, če smo že na tem, ne. Ker kaj je tisto? Sej ne rečem, žabar gor dol, sej to je lušten. Ampak včasih je pa to rečeno s takim enim sovraštvom, da pa ni fajn, no. Kaj reče pa že od Olimpije? Ubi Štajerca, ali kaj? Tudi grdo, fuj. Ne, res, pa to ne smemo tako se med sabo pogovarjati, no. In za začetek. Res. Časna Titova, kot bi rekel. In potem smo na tekmi, Olimpija zmaga in gremo domov. Ok. Ja, tako ponovadi je. Pa pismo ne. Verjetno me ne povabite več, dobro. Ampak še ne, gremo naprej. Ja. Drugače sem pa jaz zdravnik, ki sem začel nekoč kariero jezikanja že dolgo nazaj, že v šoli in pa se to stopnjevalo. In zdaj dejansko, veste, tako ko gledaš te debelizme, ampak res so to debelizmi, jaz sem tega toliko dovolj, da res rečem vse, kar mi pade na glavo, v glavo, na jezik. In jih ne morem več gledati, niti ne trpeti. Res ne. Moj direktor Marko Juk, ki je zelo fajn, mi reče, pa se itak, sem rekel, le Marko, jaz bom danes mogoče spet kaj rekel, če bo priložnost, rekel, pa sej vedno, sej kaj, kaj mi to praviš? In lejte,
Mislim, da pa je prav, da to povem, ker se mi zdi Maribor dosti bolj eno tako revolucionarno mesto, ki razume malega človeka, kot je ena Ljubljana. Ljubljana je zelo usrana v tem pomenu, ker vsak gleda tisto svojo rit, kaj bo Uni rekel, kaj ne bo, kaj bo rekel šef. Noben nikoli ne sprejme neke odgovornosti. Recimo, ne, tukaj ste stavkli une radarje, ki so bili, ne, kle pri nas, da je nov radar, dajmo hitro, si dal na 30, da ne bomo slučajno plačala. In tako naprej. Mi se peljemo pa tako. In teh 30 imamo skozi. Res. Recimo, zgodbe. Zavarovalnica. Glavni, morate vedeti, glavni sovražnik zdravja in vaše dobrobitja, ne, je zavarovalnica in ministrica. Res je tako. In to že leta 21 sem bil, ko sem začel to kariero tega nagradarstva, ki je bilo takrat omejeno na hematologa, jaz delam kri, hematolog sem, je bil takle govor in je prvi prišel na oder protetik in je rekel, 5000 ljudi v Sloveniji rabi protezo, pa ne more jesti. Pa pride en drug, je rekel, je bil okulist, pa je rekel, 5000 ljudi ima katarakto, pa jih ne moramo operirati. Se pravi, 10 000 Slovencev, če tako gledamo, 5% je slepih in ne more jesti. Kekla ministrica je ni. In isto je, kot je bilo takrat te ljudje so še vedno, samo da jih ni 5000, ampak jih je še več obeh sort. In kaj se dogaja? Klinični center Ljubljana, pa tudi Maribor jih bo dobival, če vse verjetno isto dobiva, ne vem, fajtamo, delamo. In dobili smo kazen pred kratkim, prejšnji teden, za več kot 6 milijonov evrov. Prekoračujemo seveda, prekoračujemo delo, plačane posege. Plačane posege. In v zdravstvu je tisti, ki ne prekoračuje in ki ima vse plačano in ki je tako, kot je treba, ta ni v javnem zdravstvu, ta vas nima rad, tako kot Janez Pavel II in še nekateri. Ta vas nima rad, zapomnite si to res. No in potem paste, ne, največji kretenizem pa je sledeč. Znotraj teh 6,5 minusa, jaz bi rekel, večji, ko bo minus, večji frajer je v mojih očeh recimo Marko Jug, ker je on tak, ki bi ta minus lahko naredil nič, pa ga ne, pa reče za ljudi. In za mene so heroji tam. Ampak, hočem reči, je pa tole, poslušajte to, ker to je pa res debelizem. Ločili so zavarovalnica, prvi pregled, pa kontrolo. Prvi pregled prinaša neke dodatne točke, dodaten denar. Kontrola je malo, se je slabo. Ti denar vzame. Ampak, jaz sem hematolog, zdravim ljudi. Pri nas zdravljenje traja 5-6 tednov si pri nas. In če se le da, greš domov. Ob rednih kontrolah, ki izgledajo kot zdravljenje. In zdaj bom jaz tem idiotom, plačnikom, oziroma tem nerazumnim, ampak res nerazumnim zverem, včasih te mane, da bi si razgrnil, veste, streljajte zverine, ko so streljali tam v gramozni jami Italce, okupatorji. Ja, res tega ranga, no. No, skratka, in zaračunajo kontrolni pregled, meni kazen, a v bistvu človek hodi tja se zdraviti k meni. Pri pa vrhunsko uslugo. A oni si najdejo nas zajebavati na ta način. Pa kje je to? In ker smo v UKC, delamo hematologijo v isti meri za Maribor kot za Ljubljano, se tiče tudi vas. In dajte malo pomagati, dajte tudi vi začeti malo rupotati. Res.
Ker to je edina možnost, da jih primemo za ušesa. Ne? Sej, zaradi tega zna, da jih slišim, ampak le meni je res vseeno. Jaz nimam kaj izgubiti. Lahko veliko dobim. Uspel sem si seveda z nekaj cekina, ki sem jih zaslužil, oni prijatelji bi rekli, aha, koruptivni denar. Pa ni. Jaz sem vzel življenje centa, kar mi daje neko moč. Nikomur. Bi šel lepo v Piran, ali pa iz Goričkega v Piran. Oče je v Prekmurju. V Piranu imam pa eno majhno stanovanje, no. In bi se imel tam ena, tako da meni lahko naredijo samo uslugo. Tisti, ki bi me probali odstreliti. In nekoč bom šel, ampak ni še čas. Usvojiti moram še 5 bobov leta, 5 bobov in pa 3 osebnosti. Šala. No, skratka, bom počasi zaključil. Res bi rad, dajte se tudi vi malo oglašati, dajte tudi vi nekaj reči, no. Ne bi tovce. Večina nas dela trdo na hard, ampak dajte tudi vi povedati kakšno stvar, no. In recimo, no, pazite to, dobim pismo 2 dni nazaj, 3, 4, kjer prihaja naslednji teden državni sekretar za zdravstvo, se pravi to, kar so pod ministrico vsi tisti, ki me omejujejo, ki nas omejujejo, prihaja na večerjo in me vabi, če bi šel z njim na večerjo, da me pač pozna moje delo in bla, 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 in da bi se rad pogovoril z mano. Nemec, nek tuj človek, kar se pogovarja z mano, pa glej, lepo. In tega Nemca zanima, kaj si mislim jaz, nek drekec, pekec tam, nikoli, nikdar me pa niso to naredili v garnituri, ki je na oblasti sedaj pri nas, vključno za ministrico in sekretarji. Takrat, ko sem bil enkrat na ministrstvu, sem mogel iti sam, tudi k premierju sem šel sam, enkrat pa mi je odprl vrata, sem pa šel z ulice dobesedno. In edini človek, ki me je poslušal in naredil nekaj stvari, ki mi je pomagal. Edini, kaj dela na ministrstvu, pa ne vem, res ne vem, ampak če hočete bob leta. Ministrstvo za zdravje je inštitucija, ki je namenjena samemu sebi in ki ščiti tiste, ki so zdravi, pred tistimi, ki so bolni. Dobro. In še nekaj, za konec. To, da sem danes tukaj, je res priti nemogoče, se mi je zdelo, ko sem kupil tole majico. Voditelja še nista na pivo in se vračata dr. Samo Zver. Čestitke, gospod Samozver, bravo. Nismo pa na koncu, tako da lahko rečem samo to. Z vami sva bila Maja Monru in Aleksander Pozvek. Hvala, drago občinstvo. Hvala SNG Maribor in ekipa iz ozadja. Hvala vsem, ki ste prispevali v uresničitev tega programa. Hvala Večer za zaupanje. In čestitke. Gospod dr. Samo Zver za Bob leta 2024.
Zdaj pa. Štajerska zakuska, ki so jo pripravili v Sosu restauraciji. S sestavinami, ki jih najdete izključno v Eurospinovih trgovinah. In ob izhodu ne pozabite prevzeti svoje kremenove ščetke. Nasvidenje! Nasvidenje! Kaj boš sedel v stanovanju zaprt, pridi rajš v SNG. Tak je to v Mariboru, čuj, pridi v Maribor. Kdo bo nastopil, kdo pa bilete dobil, to danes se vse izve. Tak je to v Mariboru, pridi na špricer ali pa na piv, a ne oblači cel zelen, če hočeš imeti ob šanku mir. Dvigni kozarec